Gospa Ida Kreča, pozdravljeni. Prvo vprašanje, verjetno naše bralce zanimalo, povejte malo več o zgodovini otroške knjižnice v Celju, glede na to, da na spletni strani je bolj splošen opis, kako se je začelo, kjer so bile največje prelomnice otroške knjižnice v Celju. Celje je dobilo knjižnico za otroke v prvih dneh decembra 1957. Knjižnice za otroke so pri nas začele nastajati po drugi svetovni vojni, čeprav imajo večstoletno tradicijo po Evropi in v Ameriki. Po drugi svetovni vojni pa so seveda tudi pri nas začele nastajati knjižnice za otroke in Celje je dobilo leta 1957. Ne sicer čisto med prvimi, pa vendarle za celjsko mladež je bilo prav gotovo biročo mladež poskrbljeno v takratni mestni knjižnici in študijski knjižnici, ki ste pa imeli že kar dolgoletno tradicijo. Tako da otroci, ki so želeli brati, prav gotovo so imeli po čem izbirati. Je pa gotovo dogodek, če otroci dobijo knjižnico, tudi za mesto en zelo pomemben dogodek in ne samo za mesto, tudi za ljudi. Knjižnica je bila ustanovilo je Društvo prijateljev mladine v takratnih prostorih na Razlagovi ulici. To je bila zelo majhna knjižnica, malo prostora, tako da je bila izbira knjig skoraj da nemogoča, pa vendarle kar veliko pionirjev se je trlo takrat v tej mali knjižnici, ki je seveda res že takoj na začetku kazala, da je premajhna in so začeli se pogovarjati o tem, kam bi preselili knjižnico, da bi dejansko lahko zaživela bolj v polnem pomenu besede, da bi se začele, tako kot je bilo takrat v 60-ih letih že, tudi kakšne dejavnosti, ure pravljic in tako naprej. No in seveda je bilo pa treba prej rešiti prostorsko stisko mestne knjižnice in ko je mestna knjižnica dobila prostore na Gledališkem trgu, se je takrat na Gledališkem trgu gradila tudi stanovanjska stavba, ki je bila spodaj z namenom, imela namen tudi poslovnih prostorov in v enem manjšem delu na Gledališkem trgu 4 je takrat dobila prostore tudi Pionirska knjižnica in skrb zanjo je prevzela tudi mestna knjižnica Celje. Takrat je pravzaprav knjižnica malo bolj zaživela. Imela je že kar nekaj fonda, knjižničnega fonda, okrog 5-6 tisoč knjig je premogla ta knjižnica in počasi so se začele načrtovati tudi dejavnosti. V 60-ih letih je seveda so začele pač ure pravljic, postopoma. In pa takratni pionirji so bili enkrat na leto tudi nagrajeni. Ob priložnosti 25. maja, dneva mladosti, je 25 najbolj pridnih bralcev prejelo knjižne nagrade. Naslednja velika prelomnica se je zgodila v knjižnici leta 1985, ko je v isti stavbi na Gledališkem trgu 4 knjižnica pridobila še več prostorov, kar veliko več. Postala je modernejša knjižnica za otroke s sodobno opremo in takrat so se pa dejansko tudi začele dogajati pravljične ure v malo večjem številu, bolj bom rekla tudi dejavnosti povezovanja z vrtci in šolami, ki so pa v polnem zaživele po letu 90, ko je knjižnica za otroke bila prva, ki je avtomatizirala izposojo gradiva, to pomeni računalniška izposoja, je bila v srednji knjižnici pač prva ravno v otroškem oddelku. To pa zaradi tega, ker je bil otroški oddelek fond, je bil obvladljivejši, hitro se ga je dalo pač prilagoditi za vaše namene, mislim. Fond smo hitro lahko spravili v to bazo. To ni bil takrat Čakobis, to je bil pač en drug program. Takrat je se tudi knjižnica odprla, je pridobila celodnevno izposojo in takrat so se potem začele tudi res pač napolno odpirati vrata. Nasploh so ta 90. leta vsem knjižnicam prinesle velik razvoj. Vse knjižnice so v 90. letih po Sloveniji dobile to avtomatizirano izposojo in takrat dejansko pomeni začetek 90. pomeni res en tak
eno tako prelomnico, ne samo za knjižnico za otroke, ki je bila takrat že uradno oddelek za otroke v Srednje knjižnice Celje, ampak nasploh za vse knjižnice so ta 90. leta res pomenila en velik korak v razvoju. Ki pa recimo vi vidite nekak največji izziv otroške knjižnice, a je dovolj otrok, ki bere, glede na to, da je danes pač, da so ti digitalni mediji zelo razviti in to? Ko sem zdaj gledamo za nazaj in gledamo tista prva leta in primerjamo in listamo po teh inventarnih knjigah in dejavnostih in nasploh, ko se oziramo v teh 60 let nazaj, vidimo, da sicer na prvi pogled človeku niti se ne zdi, da se je toliko stvari spremenilo, ampak če pogledamo to, kaj so imeli otroci takrat, v tistih letih, ko je knjižnica nastala in v prvih letih, tam v 60-ih, so knjige dejansko bile vrednota. Knjige niso bile tako na razpolago, knjižnice sploh, recimo v mestih so imeli otroci na voljo knjižnice, sicer ne, podeželje pravzaprav ni imelo knjižnic, še zlasti ne za otroke. Skratka, nikakor niso bile knjige tako dostopne in najbrž so bile takrat vrednota, ki so jo mogoče niti niso zavedali. Temeljna sprememba se mi zdi pa v tem, da zdaj je knjig vse posod veliko, ta dostopnost je neomejena, knjige se zdijo samo po sebi umevne, da so povsod, se je pa treba zelo boriti za to, da bi knjiga bila vrednota in da bi bilo tudi branje vrednota. Jaz mislim, da se z vsemi možnimi načini, kako bi pristopili k mladim in kako bi jih navdušili za branje, ukvarjamo vsi, v vrtcu vzgojiteljice, v šolah učiteljice in šolske knjižničarji, v splošnih knjižnicah pa mladinski knjižničarji in si zelo prizadevamo, da bi bila knjiga še vedno nekako enakovredna ali pa vse ena zelo pomembna odločitev ali pa pomembna alternativa preživljanja prostega časa mladih in nekako se moramo pa zavedati, da je ponudnikov in drugih medijev toliko, da je to že kar veliko nalogo si zadamo ob tem, ko si želimo, da bi bila knjiga še vedno nekako en del vsakdana naših mladostnikov. Jaz mislim, da mladostnike je kar težko nagovoriti za branje, da šolarji in najstniki seveda berejo, po mojem, še veliko več kot odrasli, ker jih pač nekako tudi šolski sistem na nek način prisili, da berejo. Zato je zelo pomembno, da se že zgodaj v najnežnejših letih in mladih letih spoznajo knjigo in da se takrat navdušijo za branje. Kajti vsekakor, da v dobi odraščanja pride obdobje, ko je knjiga tista, ki ni v prvi vrsti. Ampak če imajo otroci iz mladih, to se pravi iz otroških let, pridobljeno to navado in potrebo, se bodo najbrž kasneje, ko bodo odrasli, znali vrniti ali pa, če ne prej, ko bodo sami starši in bodo imeli dobro izkušnjo tudi s knjigo in s knjižnico in se bodo vrnili v knjižnico. Naša ciljna publika so družine, da jih čim več privabimo, da jim imamo knjižničarji priložnost pokazati novosti, knjižne novosti, da jim imamo priložnost tudi svetovati in seveda, da jih vabimo, da skupaj z otroki čim večkrat obiščajo knjižnico, se radi zadržujejo v knjižnici. Knjižnica počasi, obisk knjižnice vse bolj postaja obisk kot en del, kjer družine preživljajo svoj prosti čas. Ni nujno, da je vedno povezan samo z izposojo knjig, pridejo na kakšno prireditev, ki jih pripravljamo in v tem je bistvena razlika med tistimi daljnimi 60 leti nazaj. Ko sem prilestovala te knjige, opisne knjige, sem opazila predvsem to, da takrat so se dejansko opisovali pionirji, otroci, ki so že vstopili v šolo, stari od 7 do 10, 12 let in zelo malo je takrat v tistih prvih letih obiskovalo knjižnico predšolskih otrok. Danes je pa slika povsem drugačna in s svojo dejavnostjo smo nekako skupaj, moram povedati, tudi z sodelovanjem z vrtci,
smo nekako privabili že res veliko pred vstopom v šolo, privabljamo otroke, predšolske otroke, njihove starše in skrbimo za to, da bi jim res približali knjigo že zelo zgodaj. Sam še evo zadnje vprašanje, tako na hiter. Nam lahko recimo povete, povabite naše bralce, če imate v kratkem kakšno prireditev ali pa kakršenkoli nov projekt, ko bi se ga lahko udeležili? No, zdaj, mi smo želeli v tem tednu, ko smo ponudili dogodke, 4 dogodke, ob 60-letnici knjižnice, predvsem poudariti ravno to raznolikost naših obiskovalcev. To se pravi, da v otroško knjižnico še vedno prihajajo tako detki in babice, tisti, ki so bili mogoče pred 60 leti otroci in so bili pionirčki in so hodili v to našo knjižnico, ki se je ustanovila. Potem smo želeli ponuditi ali pa podariti eno predstavo šolarjem, tudi najmlajšim in seveda vsem pa želimo v četrtek podariti eno prireditev, na katero smo povabili naše celjske ustvarjalce, če lahko temu tako rečem. Vinko Möderndorfer je prav gotovo hodil v našo knjižnico pred toliko in toliko leti kot bralec. Lilijana Praprotnik-Zupančič, naša celjska avtorica, vsestranska pesnica, pisateljica in ilustratorka, ki nam je polepšala knjižnico z Miškom Knjižkom in ki je letos poskrbela, da je Miško Knjižko dobil tudi prijatelje, to je se pravi Oliver Knjigožer, Malčka Bralčka in Živko Nagajuko so prijatelji, ki bodo vabili in poskušali otroke še naprej privabljati in navduševati za branje, ali pa jih poskušali razumeti, če je kdo tak, ki ne bere toliko rad. In seveda Bina Štampe-Žmavc, tudi pisateljica in pesnica, to so 3 avtori, ki so Celjani, ki so povezani z našo knjižnico in ki so zdaj prav gotovo sodijo v sam vrh mladinske književnosti v Sloveniji. Njih bomo povabili in srečanje in pogovor z njimi poklanjamo prav vsem Celjanom, vsem generacijam in s to prireditvijo bomo tudi zaokrožili praznovanje 60 let otroške knjižnice v Celju. Sicer pa vabimo vsak dan vse prebivalce vseh starosti, da pridejo, da pogledajo našo knjižnico, da postanejo člani, da si kakšno knjigo izposodijo ali jo preberejo v knjižnici in da spremljajo vse tisto, kar jim ponujamo in objavljamo prireditve skozi vse leto. Zelo znana je naša prireditev Zabava na prostem pri Mišku Knjižku že 12. 13. leto, mislim, da bo letos potekala. In pa seveda vsako sredo popoldne, ko imajo naši najmlajši možnost se pridružiti pestremu izboru dogodkov, bodisi pravljičnim uram ali pa kakšnim predstavam, lutkovnim, gledališkim, plesnim, karkoli pač je in jim radi pripravljamo za njih. V redu. Gospa Kleča, najlepša hvala, čestitke ob 60. obletnici, pa veliko uspehov in pa seveda bralcev tudi še naprej. Hvala.